Čast mi je, da sem danes tu pred vami. Prihajam s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Večinoma predavam klasične predmete kmetijske tehnike. Od leta 2004 se ukvarjam tudi z ekološkimi in drugimi vtisi kmetovanja. Ogromno ste slišali že od profesora Lešnika o vtisih, ki jih pušča voda oziroma neprimernosti, ki so potem odražene na vodi. Moje predavanje bo usmerjeno na ekološki vtis. Veliko ste slišali že o ekoloških vtisih, pa o vtisih ogljika, no zdaj bo še nekaj tudi o vtisu, ki ga na splošno pušča različni sistem kmetovanja. Na hitro še enkrat ponovimo, kmetijstvo ni grešni kozelj za vse izpuste, torej toplogrednih plinov v Sloveniji, so pa številke vseeno zelo velike. Znaša približno 10%, kar je v tonah megaton. Se pravi, gre za milijone ton ogljikovega dioksida ekvivalenta. Vse podatke, ki jih boste danes slišali, govorimo o neto emisijah. Se pravi, kar je fotosinteza vzela in integrirala v pridelke, je že odšteto. Ker mnogokrat ljudje mislijo, ja, sej je pa že kmetijstvo naravna disciplina in bo ta ogljikov dioksid se predelal. Ne, to so čisti izpusti, pri katerih so že odštete fotosinteze. Kot je povedal tudi kolega Mihelič, težavo predstavljajo zlasti izpusti iz živinoreje, metan, didušikov oksid. Globalno so številke še hujše, in jih še bolj zaostruje seveda nenehno izsekavanje zlasti tropskega gozda, tako da pridemo praktično skoraj na četrtino vseh izpustov, ki so posledica kmetijske dejavnosti oziroma vsega, kar je s kmetijstvom povezano. Še več, kmetijstvo je v preteklih približno 150 letih intenzivnega mešanja, obračanja tal, po nekaterih ocenah izgubilo vsaj polovico, po bolj skeptičnih 2/3 ogljika, ki je bil uskladiščen v tleh. Kje je ta ogljikov dioksid? Večinoma v atmosferi, nekaj se ga je predstavilo, je tudi v oceanih. Torej, emisije CO2 iz kmetijstva so dejansko med nami, lahko pa na njih vplivamo. Bomo pokazali, kje so možnosti. In pa tudi metode, s katerimi bi tudi naše pridelovalce na nek način opogumili, da spremenijo način pridelovanja. Zdaj, kaj je ekološki vtis? Definicija je malce nenavadna. Gre za to, da vsak proizvod, ki ga človek ustvari, ima svojo življenjsko dobo. V tej življenjski dobi je bil ustvarjen, zato so bili potrebne surovine, energija. Imel je svojo življenjsko dobo, 10, 20, 30 let. Potem ga je bilo potrebno na nek način razgraditi. Ali kontrolirano ali nekontrolirano. Že sredi 90 let prejšnjega stoletja so uvajali prve postopke za računanje teh odtisov. Žal niso bili primerni za kmetijstvo, ker so bili tehnični. Eden od boljših sistemov za računanje odtisov v kmetijstvu sta pa razvila naravoslovski in kroček Avstrijca. In sta ga poimenovala Sustainable Process Index. Pomeni, da na nek način računamo, kako je naš produkt sprejemljiv za okolje. Ampak zdaj pogledajte, to, kar mi delamo, mora narava nekje obdelati. Ogljikov dioksid se v skrajni sili uskladišči v sedimentih. In sta razvila potem ekološki vtis in enota zanj, ki govori o kvadratnih metrih. Se pravi, to se mora nekje obdelati, obstati. Običajno v oceanih na dnu ta ogljik konča v obliki sedimentov. Metode, ki jih boste danes tu videli, sta dve. Prva je SPI, ki so jo razvili Avstrijci in nekako vidite, da temelji vsa človekova aktivnost na vhodnih parametrih. Bodi si, da je to površina, ki potrebujete, fosilna energija, ki poganja našo civilizacijo in pa neki obnovljivi, neobnovljivi viri. Vse skupaj stopa torej v to našo produkcijo. Poznamo seme, mineralna gnojila, traktorji in vse to. In od nas pride proizvod, slama ali pridelek, pšenica, koruza, karkoli. In kaj smo s tem naredili? V zrak smo spustili.
emisije. V vodo smo spustili emisije in v tleh so ostale emisije. Seveda to ni dovolj navadnemu pridelovalcu, da mu mi povemo, koliko je njegov vtis v kvadratnih metrih v hektarjih. Logično, kaj je to za njega, imaginarno. Zato so razvijali nove metode, ki bi pa kmeta spodbudile na način, da mu pove, če ti spremeniš tehnologijo obdelave, lahko en del ogljika uskladiščiš. Aha, to je zdaj že boljše. Prej smo slišali, da traja 20 let, 12 let, da mi z analitiko ugotovimo povečanje ogljika v tleh. Te metode skušajo torej z modeliranjem povedati, ali smo naredili plus ali ne za naše okolje. Primerjali bomo metodo, ki je prosto dostopna in se imenuje Cool Farm Tool. Ima različne module za poljedelstvo, za krompir, če hočete, za riž in pa seveda živalsko produkcijo. Rezultati, ki boste tu videli, so samo en del že prej omenjenih poskusov, ki potekajo v možgancih. Vse o teh poskusih ste slišali, tako da večinoma to preskočimo in povemo, da se v teh poskusih tudi dejansko merijo kronometrično porabljeni časi, merijo se izgube oziroma količine porabljenih energentov in se zabeležijo v posebne tehnološke karte, tako da imamo sklope posameznih ukrepov ločeno zapisane. Danes bom pokazal samo primerjavo dveh sistemov, torej ohranitvenega in konvencionalnega pri pridelavi oljne ogršice. Zakaj oljne ogršice? Ker ima največji ekološki vtis. Zakaj? Zato, ker ima izjemno veliko nekih inputov, od gnojil do fungicidov, herbicidov in pa seveda insekticidov. Sicer pa, če pogledamo rezultate 5-letnega poskusa, primerjalno konvencionalne in ohranitvene obdelave, vidimo, da med pridelki statistično značilnih razlik ni. Torej še enkrat lahko potrdimo to, kar je tudi kolega Marjo Lešnik povedal, da dejansko na dolgi rok sistem je vzdržen, tako ekonomsko, tudi glede pridelkov. Stalno govorimo, slišimo, ja, ne bo pridelkov, če bomo imeli drugačen način pridelave. Ekološki vtis. Torej, kakšen je bil ekološki vtis teh dveh načinov pridelave? Torej, konvencionalni sistem pridelave oljne ogrščice je pustil ekološki vtis 37 globalnih hektarjev. Se pravi, da ste vi na enem hektarju pridelali 4 tone zrnja oljne ogrščice, ste v svetu pustili vtis na 37 hektarjih. To si verjetno ne morete zamisliti. In to je samo 1 hektar. V sistemu ohranitvene obdelave, kjer je šlo zgolj za razliko v načinu obdelave tal, smo pustili približno 2 hektarja manjši vtis. Ni veliko, ampak to je zgolj 1 hektar. Če pogledamo emisije ogljikovega dioksida, mnogi tu največkrat vidijo emisije, ki nastanejo zaradi izgorevanja goriva v motorjih z notranjim izgorevanjem. Ampak to ni res. Torej za ogljikove diokside, ki so nastali v vseh procesih, tako v pridelavi mineralnih gnojil, pridelavi fitofarmacevtskih sredstev, ne nazadnje pri izgradnji tega stroja, tega traktorja. Vidimo, da recimo obremenjuje v konvencionalni pridelavi vsak kilogram suhe snovi pridelka za 0,33 kg ogljikovega dioksida. V ohranitveni z 0,29. Kaj pa emisije toplogrednih plinov? So pa izražene v ekvivalentih. Zakaj? Zato, ker ni isto ena molekula torej metana, ena molekula didušikovega oksida in ena molekula ogljikovega dioksida. Se pravi, je potrebno jih izenačiti in vidimo, da je potem pri konvencionalnem načinu pridelave 0,64 kg ekvivalentov na suho snov, 1 kg suhe snovi. Na ohranitveni obdelavi pa 0,57. Zdaj seveda ta SPI omogoča, da vi natančno pregledate vse inpute. In do česa pridete, to, kar je bilo danes večkrat povedano, zakaj je dušikovo gnojilo tako drago?
dušika je okrog nas 78%. Drago je, zaradi tega, ker ga je treba za energijo spraviti v obliko, ki pač rečete nitrat ali pa druga kakva oblika ureja. Poglejte, v pridelavi oljne ogrščice je šlo skoraj 25 globalnih hektarjev za to, da smo pridelali toliko dušika, približno 180 kg dušika, poglejte. In močno presega to, kar vsi vidimo, najprej traktor, ki puha neke pline. A veste, traktor puha morda nekaj gramov na vsak hektar. Tule pa so, poglejte, kakšni vtisi. Kaj pa CFT? CFT ima eno pomanjkljivost, ki se je reče, da po svoje nima teh globalnih hektarjev. Ampak smo povedali, posameznika to ne zanima. Njega najbolj zanima, kaj je naredil pozitivno na svojih tleh. Same emisije CFT preračuna nekoliko drugače. Razlog so modeli. Bomo videli v stolpcih, da so vrednosti dejansko manjše, tako pri konvencionalni pridelavi, kot pri ohranitveni obdelavi. Kaj pa daje CFT? CFT vam daje tale zelo dober podatek. V tem grafikonu vidite primerjavo konvencionalne in pa ohranitvene pridelave. Logično, ker nismo spreminjali inputom razen torej obdelave, se kaže potem edina razlika, ampak zelo pomembna razlika pri sekvestraciji. Poglejte, približno 940 kg ogljika po tem modelu smo uskladiščili. Zakaj? Ker nismo obračali, ker nismo mešali. Sicer pa same vrednosti ogljikovega dioksida so na prvo žogo pri CFT-ju manjše, vendar iz več podatkov preračunanih se da ugotoviti, da ni statistično značilnih razlik, kar pomeni, da je metoda sprejemljiva tudi za računanje teh dejavnikov. Isto velja tudi za same toplogredne pline. Vsakič vidite na prvo žogo, da so seveda izpusti v ohranitvenem kmetijstvu manjši. Še nekaj o zaključkih. Torej, SPI je pokazal, da je konvencionalno kmetijstvo proizvedlo približno za 11% večji ekološki odtis kot ohranitveno. Samo pri eni poljščini v preomenjenem kolobarju. Kaj je pokazal CFT? Vidite, da ohranitveno kmetijstvo dejansko kopiči ogljikov dioksid. Mi imamo podatke iz tega celotnega kolobarja, iz katerega se da razbrati, da je v 5-letnem obdobju s pomočjo CFT-ja bilo izračunano kopičenje ogljika v velikosti 3000 in nekaj kilogramov. Tale konkretno 940 pomeni približno 1600 kg organske snovi, kar je zelo veliko, če pogledamo na en kolobarni člen. Je pa res, da je to poskus, ki traja že skoraj 10 let in je torej vsa flora že privajena na te postopke in je tako tudi kopičenje verjetno v praksi zelo podobno tem številkam. Ker med obema metodama ni statistično značilnih razlik, to pomeni, da je ta CFT dober model in ga priporočamo torej za uporabo, tako stroki kot praktikom, kar pomeni, da si lahko vsak doma poskuša oceniti, kakšen je njegov dobitek pri sekvestraciji ogljika v tla. In seveda, kaj zdaj to na koncu pomeni? Pomeni, da spremenjeni načini, torej ohranitveni način pomeni, lahko povečamo dejansko raznovrstnost z kolobarjem in stalno pokritostjo tal, dejansko lahko povečamo količino ogljika oziroma humusa v tleh, kar je tudi model pokazal. Istočasno ni tu v našem primeru bilo izračunano, smo pa slišali v predhodnih predavanjih, se pa lahko že zmanjšujejo potrebe po mineralnih gnojilih in pa celo uporabi FFS. Če bi še to dodatno upoštevali, bi videli, da smo dejansko pa ekološki odtis zelo pomembno zmanjšali. Verjetno ne zgolj za 10%, pač pa vsaj 25%. To so pa še številke, ki so zelo pomembne. Za konec še zahvala financerjem.
projekta zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje vezave ogljika v tla za ohranitveno obdelavo, ki ga sofinancirata torej Agencija Republike Slovenije za znanost in pa seveda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na hitro z moje strani. Hvala za vašo pozornost.